V javnosti se je direktivo o podeljevanju koncesijskih pogodb napačno interpretiralo, saj ne gre za direktivo o gospodarjenju z vodo, niti ne gre za privatizacijo oskrbe z vodo. Voda je bila in bo ostala javno dobro, še vedno bodo o upravljanju vodnih virov odločali javni organi. Sprememba direktive pa je potrebna, ker sta tako Evropska komisija kot tudi Računsko sodišče ugotovila, da so bile koncesijske pravice pogosto dodeljene brez preglednosti in odgovornosti, s čimer se povečujejo tveganja za favoriziranje, goljufije in celo korupcijo. Na tak način pa se javni, torej davkoplačevalski denar, ne porablja učinkovito ali pa se celo lahko porablja nenamensko. Kaj se bo spremenilo z novo direktivo? Za občine, ki so vodno oskrbo izvajale same ali preko javnih podjetij, se ne bo spremenilo nič. Sprememba bo veljala le za lokalne oblasti, ki se bodo odločile, da bodo koncesijo za oskrbo z vodo podelile privatnemu podjetju in če vrednost koncesije presega 5 milijonov evrov. V tem primeru bodo morale občine objaviti javni razpis v uradnem listu Evropske unije, postopek izbire pa bo moral biti pošten in transparenten. Tako bo občinski denar porabljen bolj učinkovito, na trgu pa se bodo odprle priložnosti tudi za slovenska podjetja. Prav je, da ne ščitimo neuspešnih podjetij, ki delujejo po načelih dogovorne ekonomije, temveč da omogočimo posel konkurenčnim slovenskim podjetjem. Praksa v Sloveniji je pokazala, da takšna podjetja imamo. Naj še enkrat poudarim, da voda ostaja javno dobro, standardi kakovosti pitne vode ostajajo enaki, davkoplačevalski denar pa bo ob podeljevanju koncesij privatnim ponudnikom porabljen učinkoviteje.